Lepo pozdravljeni, sem Andreja Novak in tale video je namenjen tudi tistim, ki nas ne poznate. Zato samo da vam povem, od 2001 se v Žalcu profesionalno ukvarjamo z energijskim svetom, z raziskovanjem, s pomočjo drugim. In v tem času smo v bistvu, sem jaz osebno, smo ustanovili najprej društvo Angesi, potem Zavod za energije, ki na isti domeni angel.si deluje. Pregledali smo vse teorije sveta, to že preden smo se začeli profesionalno ukvarjati, tako da od 2001 imamo še 10 let podlage v brezplačnem delu in raziskovanju. To je pomembno zato, da veste, da izhajamo iz dejanskih praktičnih ved. Najpomembnejše, kar se mi zdi, je, da veste, da smo vsi, ki sodelujemo znotraj skupnosti, skupnost, ki si jo zdaj tudi uradno vas lahko povabimo njo, prej je bila skupnost naše društvo, to smo se družili na delovnih akcijah, plačilo članarine je bilo namreč delovna akcija. No in zdaj vas pa lahko povabim v eno lepo skupnost, ki je na merkava.si, strani gor je tečaj. Bomo dali link v komentar oziroma v opis, tako da boste dobrodošli ste, seveda, če začutite, da pašete k nam. Kaj torej mi počnemo v skupnosti oziroma zakaj se mi zdi pomembno, da se združujemo? Od leta 2001 smo v bistvu uradno začeli podpirati energije, da pridejo v ta svet, svetlobo. Raziskujemo praktične vidike, seveda za vsakdanjo pomoč, za ljubezen, zdravje. Največ smo imeli zdravstvenih v bistvu uspehov, kajti tiste smo izvedeli, drugih nam niti ne javite. Odlično rešujemo tudi zadeve za nosečnost, za vse tegobe v bistvu znamo rešiti stvari, kajti raziskujemo energije, ki so vzrok, ki vam preprečujejo težave. No, ampak da nam zabrodla v to skupnost je v bistvu nekaj, kar negujemo, kar povezujemo. In včasih smo to fizično in tudi še v Žalcu. Od leta 2001 imamo namreč vsak torek brezplačna srečanja, včasih smo imeli tudi za praznike, ker za praznike ste mnogi sami in takrat v težjih energijah, pa v bistvu je dobro, da se naučite, da so za praznike tudi lepe energije na voljo in da če ste sami, še ne pomeni, da morate biti osamljeni. O tem bom malo kasneje več povedala. V skupnosti, torej ob torkovih srečanjih, smo nekako ohranjali fizični stik z vami vsemi, prepletli se v izjemno lepa prijateljstva, pomagali drug drugemu tudi v fizičnem življenju, pri selitvah, pri pospravljanjih, izvajali smo feng shui, obiske na dom metali stran se živo, v glavnem, res smo se poglobili v to, kaj vse rabimo in skupaj naredili veliko več, kot bi človek vsak sam. Ker pa svet gre v smer, kamor gre, je v bistvu fizični kontakt postal za nekatere nujno zlo, kar mi je žal za vas, kajti fizična srečanja so še vedno zelo kvalitetna oziroma več energijskih plasti komunikacije, o tem me spomnite, da posnamem enkrat video o tem, kajti dobro je to vedeti. Ampak tako je, da ja, nekateri ste oddaleč, kar je bilo plus, kar je prinesla ta korona afera, je, da smo se lotili vseh teh stvari nadaljavo in se povezali z vami na drug način. Socialna omrežja, veste, da so v bistvu en način, kam usmerjati pozornost ljudi in da nismo mi tisti, ki vodimo to, zato smo nekako se odločili, glede na to, da Facebook in predvsem Facebook zelo omejuje stike oziroma želijo pač od nas denar, od vas pozornost, energijo, podatke. Smo v bistvu naredili skupnost, kjer je podobna kot Facebook, ampak ni noter ne reklam, ničesar, kar bi v bistvu bilo moteče za sveti prostor, ki ga mi želimo v skupnosti narediti. Torej, ko govorim sedaj ali kjerkoli v člankih ali na Facebooku ali bilo kje, da slišite ali preberete iz moje strani besedo skupnost, to pomeni našo skupnost na naših internetnih portalih, kamor se vi brezplačno včlanite in kjer brezplačno sodelujete. Najbolj, kar želim poudariti, je večerno zdravljenje. Večerna zdravljenja bomo tam zdaj redno izvajali,
to ni, da bi vas zdaj nekaj hoteli siliti v ene hitre spremembe ali karkoli, ampak bomo pošteno vnaprej objavljali, kdaj bo tisti mesec večerno zdravljenje. Običajno ga izvedemo takrat, ko so kakšni večji planetarni premiki, tako kot je v decembru bil recimo retrogradni Merkur, pa potem 21. december, ki je najmočnejši energijski dan, pa potem za prehod v novo leto. Tako iz meseca v mesec bomo spremljali, kateri so bolj kritični ali pa tisti vrhunci energijski. Takrat bomo razpisali v naši skupnosti datume in tudi ena splošna navodila bom posnela kot video v skupnosti, da boste točno vedeli, kako se pripraviti, kako v bistvu sodelovati optimalno. Zakaj to poudarjam? Tudi zato, ker je vse to brezplačno. In a veste, povsod je človeška rast temelji na tem, da pionirji ali pa tisti, ki smo dovolj nekako ali nori ali pripadni svojemu poslanstvu, delamo to kot poslanstvo in mi to izvajamo brezplačno. Od samega začetka, od leta 2001 smo imeli, sva z Matejo v okviru društva Angelsi ob 8. zjutraj, ob 12. čez dan in ob 10. zvečer izvajala energijsko podporo, in če je kdo potreboval takrat pomoč ali je želel sodelovati, sva dala ena taka kratka navodila, kako se odpreti, zadihati, sprejeti to angelsko podporo. Tako smo nekako pridelali si svetlobna polja miru oziroma svetlobne mreže blagostanja, ki so od leta 2016 potem, se pravi 15 let, smo nekako uvajali ene energije, da so potem se svetlobne energije bolj upeljale. Zakaj je to pomembno? Zakaj vam to razlagam? Da veste, da je za vse potreben čas. Tako kot vi ne morete od danes na jutri se naučiti meditirati optimalno in zato, da ne nehate, morate vedeti, da vztrajnost in predanost nečemu, kar si želiš, je pomembna. In tudi zato, da ne nasedete drugi sferi, ki pa, tako kot v vsakem poklicu, je v našem polju precej izkoriščevalcev, ki v bistvu izkoriščajo vaše dobro srce in naše v bistvu znanje in podporo. Se pravi, da v teh obdobjih, ko mi razpisujemo brezplačna zdravljenja, večerna, in to potem se seveda energijsko, ko mi enkrat štartamo, a veste, po 20 letih, še več, po 25 letih rednega dela na svetlobnih mrežah, ko mi aktiviramo večerna zdravljenja, se to potem v roku pol dneva začne dogajati kot celodnevno zdravljenje, celodnevna podpora, večerna osvobajanje, tako da mi to namerno delamo na način, da osvobajamo ne samo vas kot individualno osebo, ampak celotne kraje, bitja krajev. Povsod, kjer so bili recimo pokoli, poboji še iz druge svetovne vojne, nam namreč javljate, da imate težke sanje takrat, da se v bistvu duše vam nekatere javljajo, da vam ob postelji stojijo ljudje, duše, ki ne morejo naprej, ker so bili v bistvu ubiti na nepošten način, nikoli niso bili ti grehi, v bistvu kazni odkrite. Tako da mi to jemljemo resno, predano in sem hvaležna, da lahko to izvajamo in da nas svetloba pri tem podpira. No, da se vrnem nazaj, ne bi pa želela, da to postane poligon za tiste, ki vidijo v našem delu hitri zaslužek, kajti mi smo nekako realni, mi ne bomo bogati od našega dela, ampak smo bogati od podpore energiji in smo hvaležni, da lahko živimo od tega, da lahko živimo od poslanstva in pač to je naša edina želja, da vsi, ki delajo z energijami svetlobe, da so temu predani in da ne izkoriščajo vas. Mi recimo v Žalcu nismo 20 let dvignili cen, mi smo imeli še, ne vem, 20 € smo imeli osnovno terapijo, ne vem koliko desetletij. Tudi zato smo obstali, kajti zavedamo se, da takrat, ko je človek v stiski, če že ima veliko denarja, je že kar v redu, še ni več v takšni stiski. Tako da zavedam se, ker smo vsi šli skozi isto pot, da ko si v problemih, so to tudi finančni problemi, zato še vedno izvajamo torkova srečanja,
in zato tudi mi določamo, koliko vam lahko damo, kajti vseeno živimo od tega. In tako da torkova srečanja ob 7. zvečer na trgovino Angelca je, če ni praznik, je vedno ste dobrodošli. Če slučajno nimate časa ob torkih, to ne pomeni, da bomo mi srečanje prestavili na kateri drug dan, ampak če imate resne težave in si želite našo pomoč, potem so ob torkih ob 19. Če ni praznik, na trgovino Angelca, ste vabljeni, brez da se prijavljate, brez da razlagate, kdo ste, zakaj vam je, karkoli. Naše terapevtke so odlične v vodenju skupnosti, v vodenju skupin, skupinske terapije, individualno terapijo dobite zraven, se pravi pregled čaker, tako da ni razloga, da ne bi sprejeli naše pomoči, če se vam zdi, da smo mi ta pravi za vas. Torej, ko pa se gre za večerno zdravljenje in ko mi svoje res predane desetletja že delamo to brezplačno, če ne želite priti v našo skupnost, tudi v redu, takrat nas pač pokličete ali na linijo ali pošljete SMS-e. Ne moramo pa sprejemati prijav skozi vse kanale na Facebooku, skozi vse zasebna sporočila, skozi osebne Gmaile oziroma maile, kakršnekoli. Tega ne, ker ti potem nastane kaos in izgubimo pozornost na to, kar smo sploh začeli. Dajati svetlobo za tiste, ki ste jo pripravljeni sprejeti na način, ki ga mi povemo. Tako da vsi, ki ste potem v paniki, da se niste mogli prijaviti, karkoli, naj vas potolažim, da se. Če ste prišli do Facebooka, če ste prišli da imate pametni telefon, ni tako težko, ampak ja, treba se umiriti, zaprositi energije, svetlobe, da če je namenjena, da vstopite, da vas povabijo zraven, ali da najdete nekoga, ki je zraven vas bolj računalniško pismen, pa vas prijavi v našo skupnost. Še enkrat poudarjam, to je brezplačno, ne pošiljamo nobenih potem kakršnihkoli fint ali kakršnihkoli SMS-ov, ki vam odnesejo denar. To je naše poslanstvo in to delamo za vaše duše, za vaše energije, za bitja krajev, za svetlobo, kot hvaležnost podpori, ki jo mi dobimo nazaj. Če pa ste vi tako naivni in da si še potem želite, da bo ja bolj prijelo, se prijavite še potem nekje drugje, kjer želijo denar od vas in ste potem jezni na vse nas, to ni pošteno in to morate si sami razčistiti. Tako da ne nam potem jamrati in javljati, kdo vse pa se v tistem obdobju prikrajšal za več 10 evrov ali kdo je vam potem pošiljal SMS-e, da imate karmo še na tem področju in da morate nujno poklicati ne vem koga za ne vem kaj, kar seveda finančno prinese strošek. Tako da to ne, to je tako, kot da bi jaz pri nekomu kupila avto, s katerim ne bi bila zadovoljna, pa potem v drugo avtohišo se vozila protestirati, kakšen avto sem pri prvih kupila. To si ne dovolimo več. Enostavno preveč je vsega, veste, in tudi ljudje imate v sebi en tak, kako bi rekla, ne vsi, se opravičujem, ne vsi. Nekateri ste čisto predani, hvaležni in sodelujete z nami že od samega začetka, za kar sem vam izjemno hvaležna. Ampak nekateri imate pa v sebi to dvojnost in si želite nekje potem malo pošimfati enega, pa potem pridobiti privilegij pri drugemu, to pri nas ne gre. Enostavno vsi vemo, da če smo v svetlobi, si nismo konkurenca, tisti, ki ni v svetlobi, pa ni naša konkurenca, ker s tem ne konkuriramo. Ne tekmujemo, ampak vse, kar je v svetlobi, smo ozaveščeni, vse, kar je tema, se ne bojimo, ampak samo luč je treba posvetiti v te temačne predele in pogledati, kaj je zares. In zares je, da nekateri so mojstri hitrega zaslužka, mojstri, ki ne vedo, da v bistvu delajo to za svoj karmični dolg, ki si ga s tem ustvarjajo, tako da enostavno vsi smo šli čez različne cikle življenj. Nekateri se še spomnimo, kako je biti vse živo, zato smo potem še posebej previdni, da ne zapademo v kakršnakoli namigovanja, konkuriranja z nečim, kar v bistvu ni. Vsi, ki delujemo v svetlobi, smo hvaležni drug za drugega, kajti delajo dovolj, svetlobe je še na zalogi, tako da ne bo je zmanjkalo. No in naša večerna zdravljenja
potekajo, če želite, natančna navodila, so v skupnosti merkava.si, zgoraj desno so tečaji, vabilo v našo skupnost, tudi cela stran, kako priti noter, vzemite si čas pravočasno, naj vam nekdo pomaga, če vam ne gre, in dobrodošli. Kako pa vi lahko začnete svetlobo sodelovati, da vas začne podpirati, tako kot je nas, pa mogoče kar ta nasvet, kot smo mi prehodili to pot, bodite orodje za svetlobo, pomagajte tistim, ki jim lahko. To so lahko, ni nujno, da so to ljudje, lahko so ptice, lahko so živali, lahko so muce, ki so divje nekje v vaši bližini, ni divjih muc, veste, mačka ne napada nikogar. So samo prosto živeče živali, ki se bojijo človeka, sočasno pa potrebujejo pomoč človeka in so na en način tudi zdravilec za človeka. Se pravi, pomagajte tistim, ki jim lahko. Pomagajte tudi na način, da ste prijazni do ljudi, in kar vam še posebej polagam na srce, bodite prijazni do naše ekipe. Naša ekipa, tudi če mislite, da jaz ne vem, naša ekipa, mi smo zelo povezani. Mogoče nimamo glih sestankov uradnih, poslovnih, kajti to je sistemsko, poslovno mogoče bi bilo bolj koristno, ampak se srečujemo, kadarkoli se srečamo, se pogovarjamo. Slišimo se drug drugega in se pogovarjamo tudi o tem, kako vam pomagati, kako boljše pomagati, tako da zvem vse tisto, tudi tisto, kar mogoče se vam zdi boljše, da ne bi. Zvem tudi stvari, kako ste lahko neprijazni do naših svetovalk ali do naših ljudi, ki so zadaj v tehnični ekipi, kar seveda ne morem reči, da sem razočarana, sem pa nejevoljna. In zato to ni nekaj, kar bi želela skrivati, ampak prosim vas, ne rabim jaz vaše prijaznosti, ampak rabijo svet. Rabijo vsi tisti, ki sodelujejo z vami, ki jih srečate. Vašo prijaznost potrebujejo trgovke, vašo prijaznost potrebujejo vsi in tudi vi sami. Če boste do drugih prijazni, boste kar naenkrat ustvarili en tak drug karmični krog in se vam bo ta prijaznost začela vračati. Tako da ne glede, koliko ste stari, koliko ste finančno močni, koliko ste že bili stranka nekomu, ne izsiljevati pozornosti, ne izsiljevati še več. Pri nas je kontraefekt. Pri nas, ko kdo začne izsiljevati, se samo zapremo in pustimo, da to odzveni. Izsiljevanje je nekaj, kar ni plod svetlobe, in to ni klic po pomoči na lep način, ampak je klic po batinah. Batina vam bo dalo življenje, ne bomo vam jih mi dali, ker smo se odločili, da se ne gremo več tega sistema, ampak da želimo biti to, kar smo lahko, svetloba na zemlji. Tako da, kako v bistvu priti v dnevni stik s svetlobo je, da ste pozorni na njo. Da ko greste med ljudi, da ste pozorni na sočloveka, da če je komu slabo, da vi to opazite, če je kdo slabe volje, ne rabite se iti v njega s pogovorom v smislu, kaj ti je, bo dobre volje in na eno silo, na neko v bistvu agresijo, ampak je dovolj, da opazite njegovo srce, njegovo dušo, svetlobo, ki je okoli človeka, in na ta način se začne svetloba približevati, sodelovati in vsak jo bo s pasivnim opazovanjem drugega v plus se vsakega dotakne svetloba. Tako da čas je, da tisto, kar dobivate mogoče od nas, to podporo za svetlobo, vrnete na en tak lep način. Hvaležna bom tudi, če vrnete našo dobro voljo, naše brezplačne storitve in vse, kar tudi plačljivo dobite, če vrnete mnenja, če vrnete pozitivno energijo na način, da napišete, se zahvalite pisno, kajti, a veste, ljudje vse, v bistvu, mi drug drugega vrednotimo na podlagi mnenj. In od nekdaj smo v bistvu mi živeli na način, da smo drug drugemu v bistvu pošiljali stranke, tudi ne znotraj našega podjetja, ampak recimo mi smo postavitvam družine poslali Matejo Škufci praktično celo našo ekipo, vse ljudi s hvaležnostjo, da bo naredil nekaj za njih, kar v bistvu mi ne da ne znamo narediti, ampak ne ukvarjamo se s tem.
Jaz sem hvaležna vsakomur, ki se ukvarja s svetlobno energijo in si v bistvu mi si ljudi, mi se vas podajamo, če želimo, da vam je dobro. In tako vi priporočite nas tistim, za katere veste, da rabijo našo podporo, oziroma se vam zdi, da bi jim to koristilo. Vsekakor bom hvaležna, če jih povabite v našo skupnost, ki je brezplačna, da lahko pogledajo, če jim to odgovarja, če jim odgovarja zvečer se sprostiti, sprejemati energije na daljavo. To so stvari, ki so nekako gesta človeška. In to je tisto, kar skupnost dela dobro. Tako v lokalni skupnosti, če nekdo nekaj dobro dela, priporočite to drugim in ne razmišljate, da bo za vas zmanjkalo. Ne biti egoist. Če bomo širili v bistvu dober glas, tako kot se je včasih širil na tak človeški način, to je tisto, kar naredi potem skupnost, lokalnost, kraj in eno življenjsko energijo vrne v vaše domove. Tako da hvaležna sem vsem, ki napišete mnenja, ali da ste sodelovali v meditacijah, ali ste sodelovali v astropostavitvah, ali ste sodelovali na večernem zdravljenju. In ne meni pisati na zasebno sporočilo, jaz čutim vašo hvaležnost, čutim hvaležnost vaših duš. Napišite to za tiste, ki nas ne poznajo. Vrnite nam to v pisnem s podpisom zato, da lahko mi proti inšpekciji, ki sistemsko nas gnjavi, da lahko to napišemo, v bistvu uradno zagovarjamo vaša mnenja, kajti sicer nas kaznujejo. Če bi mi brez vaših imen objavljali vaša lepa sporočila, smo kaznovani, kajti sistem je ratal tako, bom rekla, ne pasji, ampak tako prestrašen. Sistem se tako boji, da bo razpadel, kar bo, da v bistvu se oklepa vseh možnih kontrol in resnično nas preverja v vseh možnih pogledih. Mi ščitimo vaše interese seveda, ampak tudi moramo poskrbeti za naše preživetje, tako da pišite nam, hvaležna bom za to in s tem nam povrnete to, kar vam dajemo skozi vsa ta leta. Torej, pišite, kako je bilo lepo na Vlastini delavnici, na Matejni, na Alini terapiji. Vse to smo hvaležni, kajti vse to je tisto, kar potem nekdo drug, ki ravno tako potrebuje pomoč, prebere vašo izkušnjo, prebere, kako vam je koristila zlata spirala ali kako uspešno uporabljate Aqualife nalepke ali kako vam je koristil Aqua Detox, karkoli. Napišite in s tem nam vrnete tisto, kar vam dajemo, zaupanje, podporo v svetlobi in s tem potem gradimo svojo skupnost. Tako da hvala vam, če ste del naše skupnosti že, hvala vam tistim, ki ste pionirji vsem in sledite vsemu, kar v bistvu je. Če se vmes recimo zgodi, kajti, a veste, mi smo v najbolj nehvaležni branži. Skozi naše delavnice se vam odpirajo v bistvu travme, blokade, problemi, ki ste jih imeli z očetom, z materjo in kar naenkrat smo mi soroden problem, se pravi, skozi nas se energijsko in fizično nekako bojujete na isti način, kot ste se starši, na isti način, kot ste se v preteklih življenjih. Tako da se v določenem momentu lahko oddaljite, kar je logično, zamerite določeno osebno stvar, kar je logično, nihče kot človek ni popoln in niti ne želimo biti, kajti to potem pomeni, da ali smo fake ali pa smo na tem, da umremo. Tako da smo hvaležni za svoje napake, na katerih delamo, tako kot vi sami. No, pa kaj hočem povedati, da v enem obdobju se oddaljite in vam potem postane žal. In ste preponosni, da bi se vrnili. In mi vemo, da si želite vrniti, ker čutimo vaše duše in ste dobrodošli. Ne gojimo zamer, kajti v svetlobnem delu in tem procesu transformacije osebnega življenja, ja, ogromno se dogaja, ogromno včasih pritisnem na vaše rane premočno, ampak ne zares premočno, kajti po to pridete. Vi pridete k nam takrat, ko je najhujše, kajti sama imam Plutona tako postavljenega, da samo resnično lahko preživim vaše najhujše trenutke, ampak ne pomeni, da vam pustim, da potem jih zlijete vse na nas. Vse tisto, kar ni nam namenjeno. Tako da v enih momentih vas
dam na hladno, v enih momentih vam pokažem tisto, kaj je, kajti vse to je del rasti iz svetlobe, da nekako doživite ali pa doživljate vse tisto, kar je potrebno, da rastemo. In če čutite, da se želite kdaj vrniti, vedno ste dobrodošli. Z lepimi nameni, svetlobnimi energijami bomo poskrbeli, da boste lahko sodelovali naprej v naši skupnosti. Če pa prihajate zato, da z drugimi nameni, da bi želeli našo skupnost zrušiti, da bi želeli naši skupnost odvzeti vsebino in jo po svoje prodajati naprej, pa vam moram reči, da se vse vidi. Transparentnost postaja vse večja, vaše misli postajajo vidne, vaše energije so vidne in iz svetlobe ste vedno sprejeti, kajti vsi mi se gradimo z energijo svetlobe, potujemo dalje. V skupnost torej in v našo družbo dobrodošli vsi, ki potrebujete pomoč ali ste že kdaj bili pri nas, tudi če ste bili na zmenku z dušo, pa vam je vmes se vse živo zgodilo, da vas je, ker to so intenzivne energije, veste, to mi zorimo z vzponi in padci, in ker je intenzivnost včasih premočna, da bi jo lahko sami zavestno preživeli, se potem odmaknete in greste v en določen zaprti krog ali se odmaknete na način, da ste potem kar naenkrat izolirani, in to ni potrebe. Če čutite, da spadate v našo dušno skupnost, da pašete k nam, da ste tisti človek, ki želi svetiti skupaj z nami, ne proti nam, kajti ne moreš svetiti proti svetlobi. Ali svetiš skupaj s svetlobo, ali pa si poslanec učenja, ampak mi smo zdaj nekako naredili tako, da je naša skupnost v ljubezni, v zaščiti svetlobe in da nekako smo povezani na način, da ne potrebujemo več učenja s trpljenjem, z grožnjami, z bolečino, to ni več za nas. Želimo si sodelovati z vami v svetlobi, v ljubezni in skupaj rasti v obilju, sreči, druženju z lepimi nameni in z vsem, kar imamo drugemu za ponuditi. Verjamem, da smo vsi skupaj talentirani in zato dobrodošli v skupnost, kjer ste lahko to, kar ste. To je bilo mišljeno bolj kot obvestilo, kaj vse imamo, nastala je še zraven malo nedeljske pridige. Vsekakor bodite svetloba, bodite prijazni, ne glede na to, ali se še srečamo ali ne, svetloba ste, samo dovolite si, da pride na plano skozi vaše oči, skozi vaša usta, skozi dejanja, zato negujte prijetno komunikacijo, negujte iskrenost in vse, kar si želite, priznajte. Sebi najprej, potem pa drugim. In vse ostalo se bo samo zložilo. Dobrodošli v zlato dobo, dobrodošli v našo skupnost.